lep počitniški dan. S tabo sem Mihelica, kreativna terapevtka. Lepo izkoristite ta dan, ta vikend, ta teden, te trenutke s svojimi otroki. Bodite v naravi. Današnja sporočila bodo tekla z zavestjo duhovnega vodnika Rafaela, da ozdravimo vse rane, da ozdravimo vse težke misli, da ozdravimo vse, kar pravzaprav nam ne služi več. Jaz se bom že kar sedaj v tem trenutku povezala. Vas povabim, ko si boste pogledali posnetek, da se popolnoma sprostite. Lahko imate tudi zaprte oči, da vam vaše misli ne uhajajo, ne begajo. In samo začuti sedaj, koliko miru se naseljuje vate. Tukaj sem zate, jaz, vodnik, duhovni vodnik, Rafael. Prenesel ti bom sporočila in ti sporočam, da vsaka situacija, v kateri si, je poglej iz videnja, kaj je tukaj učenje zame iz tiste situacije. Tvoja duša si je izbrala to situacijo, to učenje, četudi se ti ponavlja in ponavlja. In če se ti znova in znova nekaj ponovi in ponavlja, pomeni le to, da tiste naloge še nisi opravil, da je še nisi osvojil, da še česa nisi dojel, nisi prepoznal. In se znova in znova zatakneš v takšno energijo. Zato te povabim jaz, duhovni vodnik, nadangel Rafael, v svoji odločnosti in hkrati mehkobi, da tvoje telo ali tvoja čustva ali tvoje misli se zdravijo in celijo toliko, do te mere, kolikor ti dovoliš, kolikor ti dopustiš. In kjer je učenje zate, se potrebuješ iz tistega nekaj naučiti. In naloge so lahko različno zahtevne. Ene so zelo lahke,
in jih kar spotoma opraviš. Ene naloge pa zahtevajo od tebe več energije, celega tebe, zahtevajo popolno tvojo predanost in zbranost. In bolj kot se hočeš umikati ali zmikati neki nalogi, ona še vedno tam je in se ti ne umakne. Torej, to so tvoja življenjska učenja, katera se ne moreš izmakniti. In tudi v situaciji, v kateri si, je duša izbrala situacijo, v kateri si. In nič zunaj te ne more doleteti, če ni to naloga tebe, da opraviš, da poceliš, da nekaj ozavestiš, da nekaj resnično prisotno doživiš in dojameš. In hitreje, kot se v tiste naloge naučiš, hitreje postaješ svoboden in dobivaš drugo nalogo. In ko vsako nalogo vstopaš iz zavedanjem, da si vsakokrat še svobodnejši, ti to ni več težko. Ti ni več težko sprejemati odločitev, odgovornosti teh življenjskih nalog, ki ti pridejo na pot. Sedaj te povabimo, jaz, Rafael in moji pomočniki, vodniki zdraviteljstva in zdravljenja, tudi če ne vidiš, občuti ali pa reci, je že tako. Dopusti, da je. Skozi vrh tvoje glave se sedaj zliva zeleni val svetlobe. In sedaj, kot bi v smaragdnih, zelenih odtenkih te kapljice, ta dež se stekal čez tvoje telo, čez tvoj energijski plašč, čez vse dele tebe, vseh teles, se steka in steka. In ta zdraviteljska svetloba tebe zdravi. Zato imej odprto srce, da lahko sprejemaš, kaj ti vse je, vendar če ti odbijaš in ne sprejemaš, ne prejmeš. Zato le dopusti, da sprejmeš in se popolnoma predaš saj te varno vodimo
in čuvamo. Da se skozi tebe, na tebe, okrog tebe zlivajo zdraviteljske energije, da se zliva ta smaragdni, zeleni dež, ki pronica v vse dele tebe. Odpreti pa se potrebuješ ti in pogledati vase, katere misli ponavljaš in si sedaj odločen, da jih ozdraviš, da jih ta smaragdno-zeleni dež ozdravi. Katera čustva se vedno zatečeš? In si že velikokrat si rekel, ne želim več ponavljati, in še vedno ponavljaš. In se še vedno zalotiš, da narediš isto. In sedaj dopusti in se odpri, da lahko vstopi ta smaragdno-zeleni dež in pronica in zdraviteljskimi energijami ti spere vsa ponavljanja. Zgodi se samodejno. Energije imajo to moč, da sperejo. Vendar ti dovoli, da se to zate zgodi. In tudi tvoje telo s kakšnim izzivom se sooča s svojim telesom, lahko da se ti ponovi. Ali pa, da se prestavi bolečina iz enega predela v drug predel. Ali pa se nekaj čisto na novo pojavi. Dovoli. In poglej, kaj je tukaj učenje zame. Kje ne slišim dovolj svoje duše, kaj mi sporoča. In začni se spraševati, kaj tebi duša pravzaprav sporoča. Kaj ti sporoča? In dovoli tudi to, da odgovor pride. Vsak dan poglej, kaj vse počnem, da me veseli. In še več si daj tistega, kar te resnično veseli. Vse tisto, kar pa počneš z odporom, pa ti ene stvari, situacije, v kateri si, same onemogočijo, da jih izvajaš. In to je dobro zate. Poglej, kaj
te resnično veseli. Skozi tvoje srce se napaja zelena svetloba, vstopa vanj in ga širi in širi. Tako da lahko imaš občutek, kot da skozi tvoje srce teče slap. To pomeni, da se tvoje srce povečuje, da tvoja energija se razširuje. To pomeni, da postajaš še bolj odprt. In ne glede, koliko temno je zunaj, ti svetiš, ti imaš odprto srce. Kajti edino na takšen način ti zdravi sebe, ti zdravi svet. Naslednje sporočilo je zate to. V resnici sploh ni pomembno, kaj se dogaja zunaj. Poglej pa, kakšen svet ustvarjaš ti znotraj. Sprejemaj sebe v vseh delih sebe, ko tako deluješ in le opazuješ, si kot opazovalec na neko zunanjo situacijo in se ne vpletaš vanjo. Takrat veš, da ostajaš odprtega srca v stiku s seboj in z mirom v sebi. Moja zavest skozi zeleni val svetlobe, jaz Rafael, ti predajam sporočilo, da s svojo energijo se dvigneš nad vsako situacijo in jo le pogledaš. Situacija, ki pa te doloti, pa vedi, da je to duša izbrala, da se skozi to lahko potem povečuje in razširuje. In v resnici nič zares ni slabo. Tako definira vaš In prav vse, kar doživljaš, je izbira tebe iz tvoje vibracije. Prav vse, kar ustvarjaš, kar živiš, je izbira tebe iz tvoje vibracije.
Naslednje sporočilo ti predam, da prakticiraj in treniraj to globino sebe, ta tesen stik s seboj, ta praksa, rednost. Je zate pomembna, da natreniraš sebe celovito, do tega zavedanja, da si energijsko bitje, da si duša na zemlji, da si brezmejen. Zato potrebuješ trenirati in vse večkrat in večkrat se vračati znotraj sebe. Jaz, vodnik Rafael, ko te pogledamo, dragi človek, velikokrat v preteklosti si sodil, če se je tebi kaj slabega zgodilo, kot si tako videl, da si obsojal in krivil drugega. Tudi to, da si se nalezel od nekoga, če si imel neko angino ali kakšno virozo. V resnici pa nič ne moreš prejeti od drugega, ničesar se ne moreš nalesti. Dobiš le, če ti zavestno izbereš, če ti se s tem strinjaš ali če je tvoja duša izbrala kot učenje. Bolj kot skrbi za ljubezen do sebe, več miru imaš v sebi. Bolj se ti zavedanje razširi in vidiš večjo in širšo sliko dogajanja in situacij. In si pomirjen. In bolj zaupaš v življenje. In vse je oboje smirno. Zaupaš v življenje, zaupaš vase. Če imaš izziv zaupanja vase, pomeni, da imaš izziv zaupanja v življenje. Zeleni val svetlobe pronica vse dele tebe z mojo zavestjo Rafaelom in se sidra vse tvoje celice in jih napolnjuje s zdravilno svetlobo. Odpri se še bolj odpri vse dele sebe.
da lahko vstopa ta svetloba vate. Ne glede, kakšni so sistemi zunaj, v družbi ali kolektivi, imaš ti vedno samega sebe. Imaš ti izbiro, v kakšni energiji boš. Ali boš sodeloval z mojo zavestjo nad angelom Rafaelom in drugimi vodniki, ali tega ne boš izbral. Ali boš iskal načine, kako še bolj sprejeti sebe, ali ne. Ali boš izbral, kako biti še bolj svetel, kako biti še bolj vesel, ali tega ne boš iskal. Izbiraš ti. Skozi tišino in barvo moje zavesti Rafaela, zelenih odtenkov, sprejemaj sedaj vso to energijo, ki se nalaga in zliva vate. Posebno v teh časih potrebuješ to stanje večkrat dosegati in bolj kot boš treniral, bolj bo to postajalo tvoja naravna praksa, tvoja povsem nova normalnost. Nov način. In način, ki je nekaj časa v delovanju, ni potem več nov način in tako deluješ. In ko je ta način dovolj dobro osvojen, pride neka sprememba in pride zopet še više, še stopničko više, drugačen način. Ko nekaj osvojiš, dobiš še nekaj novega. Ko zopet tisto osvojiš, dobiš še nekaj novega. In tako je tvoje življenje ves čas v spreminjanju, s tem pa sprejemaš. Vsako spremembo sprejmeš. Bolj ljubeče kot spremembe sprejemaš,
bolj harmonično, bolj lahkotno pljuješ skozi spremembe. Če pa greš v obsojanje, če pa greš v kritiziranje, pa se zaustavi, se zacikljaš in iz silo te življenje potiska v spremembe. In ti se čutiš izčrpanega, in ti se čutiš nemočnega. Bolj kot stopaš v zavedanju, v spremembe, popolnega sprejemanja, bolj lahkotno pluješ naprej. Kajti spremembam se ne moreš izogniti. Lahko se še tako trudiš, da se nekaj ne bi spremenilo, pa se bo, ker je takšna tvoja pot. In prej, ko dopustiš, da se spremembe zgodijo, lažje ti je naprej in naprej in naprej. Nekaj, kar počneš dolgo časa na enak način, ti je neka ustaljena stara navada, ti jo življenje začne odmikati in dovoli, da odmakne. Na to mesto pa poglej, katera je tista navada, ki ti bo dala veliko veselja. In jo umesti v svoj vsakdan. Ali pa je morda celo navada, ki jo lahko opraviš večkrat na dan. Skozi zelene in sedaj zlate kristalčke je objeto tvoje telo. In vsa višja tvoja telesa so objeta v te energije, v te vibracije. Pojdi sedaj v življenje, v dan, s to svetlobo, s temi energijami in jih ponesi s seboj, karkoli počneš. In ko si v sprejemanju tega, da sem lahko jaz, vedno s teboj, sem s teboj. Blagoslovi zdravljenja, zdraviteljstva, tebe,
tvojih teles sem prinesel sporočila. Jaz, Rafael, in vodstvo zdravljen. Hvala lepa vam. Malo sem omotična. Malo čudno vidim. Da ne bo vse zeleno in zlato. Hvala lepa vam, da ste bili prisotni v tej čudoviti meditaciji, v tem čudovitem procesu, ki se je spustil med vse nas, za vse nas. Mehko in nežno in lahko in zdravilno in res čudovito. Hvala vam še enkrat. Potrebujem se še v tem trenutku malo bolj prizemljiti, vas pa tako, da imam malo medlo glavo, misli, se bo, različno je. Včasih je bolj intenzivno, včasih malo manj. Vse je okej, vse je v redu. Če ima zdaj kakšno vprašanje, kdo, mi kar naj napiše ali v komentar ali na kakršenkoli način. Imate možnost tudi vstopiti na spletno stran mihilca.si in imate kontakt moj gor, tako da z veseljem odgovorim. Kakorkoli, v tem trenutku se resnično vam zahvalim, da ste bili z menoj in pa z duhovnim vodstvom, tako da se bom v tem trenutku od vas poslovila, da se bom še malo prizemljila. Imejte se lepo in uživajte, se zopet kmalu vidimo in slišimo. Adijo, hvala.